Na las podobna zgodba kot pri nekdani pravosodni ministrici tudi v primeru odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Lažni tuji investitorji, Testro Strategy, katerih spletna stran od včeraj ne obstaja več, plačano vabilo na sestanek v London pod pretvezo biznis priložnosti v Sloveniji in znova vprašanja o ključnih odločevalcih na politični levici, tudi o ljubljanskem županu. And he's a very corrupt figure. Corrupt? Yeah, with him it's very easy. In what way? Yeah, he has his 10% and that's it. So in order to you give him 10% and you get everything. You get everything. Ne to sebi pripiše, ker vsak govori svoje lastno ravnanje. To, kar je rekla gospa Zidar Klemenčič, ne drži, je čista laž, če je to rekla. Ne mislim biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani. Pa je odvetnica danes komentirala posnetke, ki po naših informacijah niso ustvarjeni s tako imenovano deepfake tehnologijo. Lider opozicije Janez Janša je nove objave pospremil z umetno inteligenco popravljeno sliko vlade in X-nil. Organizirana kriminalna združba z nekaj izjemami. Kaj čaka policija? Ker se je Zidar Klemenčič v posnetku hvalila tudi z uslugami ministru Matjažu Hanu, pa so se oglasili tudi njegovi socialni demokrati. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v času mandata ministra Matjaža Hana z Nino Zidar Klemenčič ni sodelovalo ne kot z odvetnico, ne kot zasebno osebo. Prav tako ne minister, ne njegova državna sekretarja z njo niso imeli nobenih stikov.